Hvala, Ana. Dober dan. Hvala tudi za povabilo na ta odličen simpozij in tudi za priložnost, da predstavim to elektronsko zbirko pisma in kako je materinstvo na nek način tudi vključeno vanjo. To elektronsko zbirko najdete na zelo preprostem naslovu, torej pisma ORG in zdaj, če bi imela več časa, bi bilo bolje, da grem kar na samo spletišče, ampak morda kasneje, zdaj pa na kratko predstavim zbirko, da sploh vemo, o čem govorimo. Sama zbirka je izšla v bistvu iz študentskega projekta, ki smo ga začeli leta 2020. To je bil tako imenovan šipk projekt, če se spomnite še teh projektov. Začeli smo z korespondenco zakonskega para Peric, tukaj to sta v bistvu Aleksandrinka in njen mož, in še z v bistvu nekim arhivom družinskim, kjer so prevladovale ženske. Potem smo pa to nadaljevali, ta projekt je seveda bil kratkotrajen, vnesli smo sicer kar lepo, se mi zdi, število pisem, 500, nadaljevali pa smo potem v naši programski skupini historične interpretacije 20. stoletja, ki jo vodi dr. Otto Luther, in potem seveda v naših projektih različnih tudi zbirko nadgrajujemo. Prvo večjo prenovo, kot vidite, tale slikca je še tista študentsko v bistvu spletišče, zelo preprosto. Lani smo decembra, ko smo vnesli 1000 pisem, tudi potem v bistvu prenovili spletišče in letos tudi še nadgradili, tako da imamo zdaj še neke dodatne funkcionalnosti in tudi izboljšano samo podatkovno zbirko. Zakaj podatkovno? Ker v njej seveda marsikaj zbiramo, ne zgolj pisma, torej besedila pisem. Kaj so kriteriji vključitve v to zbirko? V bistvu so to pisma tako znanih kot neznanih ljudi. V tem smislu mislim, da smo nekako da je manj takih zbirk kot teh, ki so ločeni. Skratka, ali gre za zbirko, kjer ponavadi so to pisma neke znane osebe, ali pa gre za v bistvu tako imenovane navadne male ljudi. Mi kombiniramo oboje in mislim, da je to tudi, kot bom potem pokazala, zelo smiselno, ker sicer dobimo pravzaprav zelo parcialne vpoglede. Torej, nas zanima, ko se odločimo za neko vključitev nekega pisma, ali se v tem pismu nekako reflektira to vsakdanje življenje, ali osebe v pismu premišljujejo o tem in ali gre v bistvu za neke čustvene izpovedi, hkrati pa seveda tudi čisto poseben pogled na tudi lahko neka velika zgodovinska dogajanja. Skratka, pisma pomembnih oseb, zgodovinskih oseb boste prav tako našli v zbirki, ampak seveda to niso pisma, kjer bi se dogovarjali o nekih, pomembnih zgodovinskih odločitvah, ampak so vezana na njihovo intimno življenje. Trenutno ta pisma obsegajo obdobje od leta 1887 do 1946. V nekem idealnem primeru, na katerega seveda upamo, da se bo zgodil, bi verjetno začeli tam okrog leta 1850, ko je na splošno malce več teh pisem že teh navadnih ljudi in recimo smiselno zaključili potem leta 1950, ampak trenutno imamo taka pisma. In to je ta situacija. V sami zbirki je 1600 trenutno pisem, ki pa, kot sem že rekla, niso samo vnešena kot pisma, ampak ob njih zbiramo tudi seveda metapodatke, tako da če si ogledamo, kako izgleda, ko gremo na vsa pisma, ki so v zbirki, nam omogoča seveda ta iskalnik, da iščemo po pošiljatelju, po prejemniku, tukaj se nam odpre seveda meni, tudi seveda po obdobju korespondence, potem pa tisto, kar se mi zdi, da je zelo pomembno tudi za naše te raziskave, intimnosti in vsakdanjega življenja, so pa potem različne teme.
Ta nabor smo seveda ob samem vzpostavitvi baze zastavili, smo pa tudi potem seveda ugotovili, da nam še kaj manjka in smo potem dodali še kakšno besedo. To je seveda glede na veliko število pisem zdaj že zelo težko dodajati, ampak vendarle to je ravno smisel, nazadnje neke elektronske zbirke, da nam omogoča neko fleksibilnost v primerjavi s tem, kar je v knjigi. Vsi podatki, ki jih mi kot raziskovalci vnesemo v bazo, niso vidni pač uporabniku, to pa preprosto zato, ker niso načeloma smiselni. Torej, če imamo ime, potem najbrž razen v redkih primerih v tem obdobju je jasen tudi spol. Za nas je pa seveda ta podatek zelo pomemben. Tako da kraj, od koder je bilo poslano, kam, to tudi in potem seveda to zbirko lahko tudi izvozite v tem formatu, ki je lahko zelo pač primeren za to in potem uporabljate v raziskovalne namene skladno z licenco, ki jo pač smo zbirki dali glede na pač te možnosti in korekten odnos do tega, da gre vendarle za pisma, ki jih hranijo še zasebniki, da vsa niso v NUK-u in zato niso popolnoma nujno dostopna. Tako da, kot sem rekla, imamo preproste ljudi, navadne ljudi in znane osebnosti, na kratko jih skušamo opisati, da sploh vedo uporabniki, kaj lahko pač s tem, kdo so pač te ljudje. Mogoče, če se vrnem prej nazaj, s tem, ko odkljukamo te teme v pismih, se nam potem seveda tudi odprejo vsa pisma, oziroma dobimo seznam vseh pisem, lahko jih več odkljukamo istočasno in dobimo pač potem še več. In seveda, ko nekega od teh pošiljateljev kliknemo, dobimo tudi celotno njegovo korespondenco, komu je pisal, kdaj, koliko je teh pisem, skratka, na kak način. Recimo tukaj imamo potem korespondenco med Zofko Kveder in Ivanom Cankarjem in so se vsa pač pisma med njima izmenjana, so na ta način prikazana. Zdaj, zelo pomembno se nam zdi seveda tudi to, da je to neko, bi rekla, da to predstavljamo, da se odvijajo dogodki, ker na ta način nenazadnje dobivamo tudi pisma. Ob tem lanskem dogodku velikem smo potem dobili kar precej korespondenc, na nas so se pač obrnili posamezniki in posameznice, ki so nam ta pisma, ki so jih hranili čisto tako doma, v nekih pač škatlah, so jih prinesli in rekli, da si želijo, da bi bile pač obravnavane, vključene v zbirko, tako da nam lahko seveda tudi na ta način sledite, tudi nenazadnje na ta način beležimo. Skratka, spletišče je še marsikaj več kot zgolj ta baza podatkov z pismi. Pišemo tudi potem take zgodbe, to pišemo raziskovalke in raziskovalci, pa tudi recimo občanke in občanki, da uporabim ta izraz, zaradi tega, ker smo zelo dejavni tudi in smo eden izmed projektov na portalu Občanska znanost, slovenskem in evropskem, tako da recimo to zgodbo je, pravzaprav to sem napisala jasno, ampak prej sem imela na eni drugi predstavitvi eno drugo, ki jo je napisala pač potomka, oziroma njen mož je potomec avtorjev in avtoric pisem, ki so nam jih posredovali. Tako da na ta način skušamo to tudi približati, dati temu pismom neko globljo vsebino, zbiramo seveda tudi odmeve, tako da je potem jasno, kje smo se pojavljali, gradiva, potem tudi učna gradiva, skratka marsikaj najdete na tem spletišču. Zdaj bi se pa jaz morda res, seveda tudi razno dogodke organiziramo, tako da res skušamo ta pisma približati širši javnosti. To bogato v bistvu kulturno dediščino, ki ali leži v muzejih, v NUK-u ali še kje, ali v domačih arhivih, da dejansko se zavemo, kakšno bogastvo je pravzaprav v samih korespondencah. In seveda tudi na družabnih omrežjih to delimo, gremo na ulico tudi in tam organiziramo dogodek, da res dosežemo čim več ljudi. In seveda tudi v okviru občanske znanosti, to sem pa že
omenila. Zdaj pa, če preidem na dejansko temo današnjega simpozija, torej materinstvo, potem seveda smo že ugotovili danes, ker te prispevki dosedanji to lepo nakazujejo, da za to obdobje, če hočemo res neke avtentične glasove dobiti ljudi, ki je pač oddaljeno več kot stoletje dobro že, da pravzaprav ni zelo veliko teh možnosti. Dragica je omenila pač te protokole, potem lahko seveda, kot je kolegica Tanja, pardon, so lahko to pač v revijah neki zapisi, recimo tudi nenazadnje literarna dela, če tudi tukaj imamo verjetno sploh vi kot zgodovinarji in tudi mi nenazadnje literarni zgodovinarji se zavedamo, da je to nek poseben avtonomen svet literarne umetnine in pa ego dokumenti. In med te ego dokumente vsekakor so pisma zelo pomembna. Tako da jaz sem potem vpisala seveda v to našo zbirko, sem odkljukala tematiko materinstva, ker to tematiko seveda tudi imamo, to smo presodili že na samem začetku, da je to neka pomembna tema seveda za to vsakdanje življenje in v sami zbirki, ki se pravi ima 1600 pisem, smo kot taka pisma nekako določili 87 pisem. Torej v 87 pismih, potem ko smo jih prebrali, smo rekli, tukaj se ta tematika pojavlja. Zdaj, kdo so avtorji in avtorice teh pisem, nekatere podobe najbrž prepoznate, gre za slovenske pisateljice, Irena je omenjala Zofko Kveder, kot primer samskega materinstva, potem je tukaj recimo še Vida Jeraj, potem piše o materinstvu tudi Elvira Dolinar, to so v bistvu tudi učiteljici obe, Marica Nadlišek, potem so pa tudi seveda moški, to je recimo tudi gotovo zanimivo, kaj o materinstvu pišejo moški, tako da Fran Govekar recimo je ta z očali, potem pa seveda ostali so pa pravzaprav te tako imenovani navadni ljudje in tukaj seveda prevladujejo tudi med njimi v glavnem ženske. Zdaj, jaz sem potem prosila še seveda kolegico, ki se ukvarja ki je v bistvu študira računalništvo, študentka računalništva, da v bistvu nam naredi vizualizacije zbirke, tako da da sem na to zbirko pogledala po eni strani z tako imenovanim oddaljenim branjem, to je sicer pojem, ki je iz literarne vede, distant reading, in potem hkrati seveda pa ta pisma brala konkretno kot pisma, kar bi recimo mi imenovali close reading ali tesno branje. In rezultati so pač naslednji, če pogledamo na to, v kakšnem številu se pojavlja tematika materinstva pri moških. Torej, vzela sem pa dva korpusa. En korpus je ta korpus družine Kremenšek, kjer so v bistvu navadni ljudje, drugi korpus je pa korpus slovenske moderne v tem projektu, katerega akronim je Tilda, zato pač bom govorila o Tildi, torej to je korpus pisem slovenskih pisateljev in pisateljic, recimo pač z obdobja moderne, to je prelom stoletja, tam nekje do leta, recimo do Prve svetovne vojne, zelo pogojna. Pri moških iz te družine vidimo, da se materinstvo pojavlja čisto na koncu, samo eno pismo je tako, v katerem dejansko moški piše o materinstvu in če bi to prešteli, je to na 30. mestu. Potem pri ženskah je pa, vidimo seveda verjetno tudi pričakovano, to precej višje in je na 13. mestu, se opravičujem, kar pomeni, da pa vendarle je zanimivo, da ni na vrhu, materinstvo vendarle ni tista tematika, ki bi najpogosteje se v teh pismih pojavljala. Če pogledamo pri slovenskih intelektualcih, kar je bil zame pravzaprav zelo presenetljiv rezultat,
situacija zelo podobna. V tem korpusu se pojavi na 32. mestu, pri moški torej minimalna razlika 30-32 in pri ženskah na 12. mestu. Skratka, zelo blizu, ne glede na to, kakšna razlika je v bistvu v izobrazbi, v tem, bi rekla, tudi obzorju pač pri predstavnikov in predstavnic obeh skupin, je nekako zelo podoben rezultat. Če pa zdaj pogledamo celoten korpus, kjer so pa pisma seveda še drugih, je pa v bistvu na 37. mestu, kar tudi seveda smiselno je, da je nekako tukaj, pri ženskah pa je to na 15. mestu. Tako da tukaj tudi potem vidite, katere so še te tematike, ki jih zaenkrat pač smo določili kot take, ki so smiselne za zbiranje. Zdaj seveda vprašanje je tudi, kakšna je razdelitev po spolu, ker seveda lahko predvidevamo, da v korpusih, kjer je več žensk, bo tudi potem, ampak ni, v bistvu dokaj so razdeljeni, dokaj dobro pač so zastopani in eni in drugi, kar zadeva prejemnike, no pri pošiljateljih je pa potem tudi, oziroma pri prejemnikih je malce razlike, pri pošiljateljih je pa to približno, bi rekla, enako, se približno, tako. Tako da nekako ne bi rekli, da vendarle prevladujejo v celotnem korpusu pisma pisateljic, pač žensk, torej pošiljateljic, in kljub temu, celo v celotnem korpusu ni materinstvo na vrhu. Torej, materinstvo ni nekaj, o čemer bi samo si ženske pač dopisovale. Očitno jih je še marsikaj drugega tudi takrat zanimalo, četudi je to stoletje, v katerem vemo, kako je materinstvo imelo pomembno vlogo, nenazadnje tudi preko katoliške cerkve je bila ta podoba materinstva prav v tem stoletju zelo spodbujana. Potem, ko sem ta pisma malce pogledala, kdo pa pravzaprav piše in na kakšen način, na način tega v bistvu tesnega branja, sem ugotovila, da pravzaprav o materinstvu pišejo tudi ženske, ki niso biološke matere. Imamo pač tudi pisma redovnic, ker je pač ena deklica, ki je v tej družini Kremenšek, ki je obiskovala internat in so si njeni starši dopisovali z redovnicami. To se pravi, v tistem času so v bistvu one to vlogo materinjenja opravljale. Torej, to. Potem drug tak primer, ko sem govorila o aleksandrinkah, imamo pač tudi aleksandrinke, ki torej v bistvu opravljajo to vlogo na nek način za tiste otroke, čeprav niso biološke materi in veliko pišejo o teh otrocih, njihovem pač položaju, materinstvu teh njihovih delodajalk. Potem imamo v primeru aleksandrinke na drugi strani, torej tam pač pri nas, imamo očeta, ki v bistvu izjemno lepo skrbi za hčerko, torej v bistvu gre tudi tam za materinjenje. Tisto ni biološko materinstvo, je pa materinjenje. In potem nenazadnje tudi osebe, ki nimajo otrok, torej ženska, ki nima otrok, bom pokazala skrbi za pač svoje nečakinje, ki so in na ta način torej tudi piše o tem. Ampak to v bistvu ni materinstvo, kar seveda sporoča nam kot sestavljalcem in uporabnikom, raziskovalkam in raziskovalcem zbirke, da je ta beseda, ključna, materinstvo, pravzaprav lahko premalo natančna. Kadar želimo tako globoko iti v raziskavo, ne bomo dobili čisto relevantne slike, če samo na ta način selekcioniramo pisma. Tako da recimo, ko sem šla ta pisma potem natančneje brati, sem rekla, bom vzela ta pisma recimo ženske, za katero pač vemo, da, ker smo to raziskali, da je imela otroka, ne vemo, kaj se je z njim zgodilo, mislim, vemo, da je po 3 mesecih umrl in da je potem morala zapustiti dom svojega moža, od tistega trenutka naprej je bila ločenka, ampak je morala se je preživljati sama kot kuharica in zato je potem, ko je sestra poslala svoje hčerke, verjetno tudi zato, da se je malo sama razbremenila, ker je imela veliko otrok, je za te 2 hčerki svoji nečakinji v bistvu
kar dolgo obdobje, ne, nekaj časa sta bili pri njej, vsaj nekaj mesecev, skrbela kot mati. Ne. Tako da, skratka, iz teh pisem, ki so seveda tudi zelo preprosta, vidimo, da je ta tematika tudi prisotna in da je potem v bistvu neko nadomestno materinstvo poskušala vzpostaviti z nekim drugim otrokom, o katerem pa kaj dosti tudi ne vemo. Potem tudi recimo tematika splav, ne, to je tudi nekaj, kar je vezano, seveda povezano z materinstvom. Tudi te tematike nismo do zdaj definirali, ampak pri prebiranju teh pisem, ki smo jih označili, da nekako imajo tudi povezavo z materinstvom, smo seveda sem našla tudi pismo, v katerem je eksplicitno govor seveda tudi o splavu. Zofka Kveder piše o Franu Govekarju. Tudi porod, ne, nazadnje. Znotraj materinstva smo definirali, ne, pismo, kjer pač opisuje izkušnjo poroda kot pismo, ki je seveda tudi povezano z materinstvom. Potem smo naredili še neko analizo, vizualizacijo tega, o čem pa pišejo, kadar pišejo, ne, o materinstvu in smo nekako tudi ugotovili, da pišejo še marsičem drugem, kar morda ni tako na prvi pogled povezano z materinstvom, tudi o izobraževanju, ne, torej ženske v tem preprostem, mislim, te v korpusu, kjer so pisma navadnih ljudi, pišejo o marsičem, kar je še povezano z materinstvom. V tem korpusu Tilda pa seveda še o mnogo več stvarih. Ne. Te tematike, ko oni pišejo o materinstvu, pišejo še o celem kupu drugih stvari. In tudi recimo, če vzamemo celoten korpus, ne, vidimo, te vizualizacije so interaktivne, zdaj pač imam slonske slike, zato ni tako lepo to razvidno, da seveda je zdravje, ne, neka najbolj pogosta tematika, ker pač se to nanaša na otroke verjetno, pa hkrati, ne, pa pišejo tudi še o številnih drugih rečeh, ne, nazadnje tudi taborišča in podobne tematike. Tako da ja, to je to.